Evropski parlament je na svojem majskem zasedanju potrdil enoten nadzor evropskih bank, ki naj bi ga izvajala Evropska centralna banka, s tem, da bi nadzirala večje evropske banke. Menim, da je prav, da če govorimo in tudi imamo skupno evropsko valuto, da moramo imeti tudi zdrav bančni sistem. V nekaterih državah članicah imajo z bančnim sistemom precejšnje težave in vemo, da tudi v Sloveniji se soočamo s temi problemi, ki so tudi problemi gospodarskega razvoja Slovenije, saj imajo mnoga podjetja dobre programe, imajo projekte, pa ne morejo dobiti kreditov po cenah, ki bi bile konkurenčne cenam v drugih državah, recimo v Nemčiji, kjer so obresti mnogo nižje. Torej menim, da je prav, da imamo tak enoten nadzor, seveda pa mora v tem primeru imeti tudi Evropska centralna banka nadzornika, to bo nek odbor in Evropski parlament bo imenoval predsednika in tudi podpredsednika tega odbora. In to je seveda nekaj novega tudi za Evropsko centralno banko, ki se bo morala navaditi demokratičnega nadzora. Ni pa samo pritisk Evropskega parlamenta usmerjen v to smer, marveč si tu v Evropskem parlamentu prizadevamo tudi za to, da bi imeli nacionalni parlamenti več pregleda nad dejavnostjo Evropske centralne banke. Ko se bomo uspeli dogovoriti za ustrezen nadzor nad Evropsko centralno banko, pa bomo takšen dogovor tudi ratificirali.